Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. The cold black cloud is coming around, and I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. It feels like I knock, knock, knocking on heaven's door. It feels like I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Whoa, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Feels like a knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, tell me, knock, knock, knocking on heaven's door. Feels like I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Whoa, knock, knock, knocking on heaven's door. Whoa, knock, knock, knocking on heaven's door. Feels like I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. En lep pozdrav želim vsem skupaj, med tem, ko trkamo na nebeška vrata, knocking on heaven's door. Zobrno, kako takoj nagajajo internetne linije, ki drugače funkcionirajo v piko, razen kadar oddajamo živo, takrat pa internet kraja miru, kraja sanity, bom rekel, razumnosti. To je v tej družbi postalo precej normalizirano, pa ne bi smel tako biti. In vsak ve, da se to ne sme, in če bi vrani kljuvala oko, bi rekli, da nešto s to vrano ni v redu. Kadar bulerajo in spodkopavajo ljudje drug drugega, pa temu rečemo ambicioznost, uspešnost, iznajdljivost, vse sort, in med vsemi temi možnimi prevarami se noter globoko zakoreninja laž v človeštvu, in laž je tista, ki je ljudi pripeljala tako daleč, kakor smo. Poleg tega imamo kolektivno disociacijo, torej v kontekstu vsi ljudje se delajo, mislim, vsi, sej ne vsi, ampak škoda, ker tak velik procent ljudi se dela, kada ni nič, kada nič ne vidijo, kada je vse v redu, v isti sapi se pa Babilon ruši.
Imel sem nekaj priložnosti potipati par stvari znotraj sistema, znotraj državnega aparata in ugotavljam, da sistem na znotraj ne funkcionira več. Vse to so zgolj prelagalci drug na drugega, čakalci nečesa, nečesa nedoločenega, o odgovornosti za sprejet odgovornost za nekaj, kar je oziroma kar ni narejeno, to tudi jim ni domače, tako da precej indicev kaže na to, da se stvari podirajo iz naslova, ker so ljudje v prevelikem številu počeli stvari, ki jih ne bi smeli. Ja, načeloma se oglašam zjutraj, tokrat pa je ura 11 pa 6 minut, v bistvu bolj kot ne snemam tole za arhiv, ker tudi TikTok se zelo bori, da pač ta zadeva ni vidna. Zdaj, da bi ljudje neki ful pomagali pri delitvi tega, tudi ne dosežem, da bi ljudje pokomentirali kaj, tudi ne. Ampak to ni nič novega, vse to smo že navajeni, spodkopavati resnico in prikrivati greške, laži, napake. To pa je v tej družbi ful prisotno, ampak mi je kristalno jasno, da ne bi kdo mislil, da bi komu želel jaz slabo, daleč od tega. Čud za pravičnost in za resnico se je v meni vžgal kot še nikoli in jaz mislim, da bi vsak človek, ki ima empatičnost v sebi še, torej ki razvija empatijo, ki reče, ok, to je dušno prav, to pa dušno ni prav, da bi vsak človek mogel se posvetiti resnici, a ne? Se posvetiti nečemu, kar je v družbi plemenito, ne pa neplemenito, in med neplemenitosti paše tudi bullying, ne? Torej zasmehovanje in tako, in to, ta bullying je stvar zelo nizke zavesti, pravzaprav demonske zavesti, in demonsko zavest človek v sebe spusti oziroma jo uporablja, kadar je svojo naravno zavest spustil do nivoja, ki se na Hawkinsovi lestvici nahaja na nivoju 200, torej pod 200. Na tem nivoju človek lahko faše lastnosti, ki so antičloveške, in zaradi tega gledamo toliko tega barbarstva in smo ga skozi zgodovino. V današnjem času pa stvari postajajo vse bolj prezentne in vidne vsem na očeh. Zdaj, ne more nihče reči, da se nič ne dogaja, pa da nič ne vidi, oziroma ne more noben reči, da vse funkcionira, ker ne funkcionira. Ne? Ta, bom rekel, kolektivna disociacija, torej da se ljudje delajo, da ne vidijo. Med korono niso ljudje mogli priznati, da jim nekdo laže. Informacija in vodstvo, nisi bo vlade, medicina, ljudje niso upali priznati, ne želijo priznati, da so nategnjeni, da smo nategnjeni bili vsi. Zdaj, ego smatra, da je najbolj pameten, da on lahko nategne kogarkoli, njega ne more pa noben, ker on je itak najbolj pameten. Ampak to je utopija, to je stvar nizke zavesti, visoka zavest, širša zavest, vedno vidi, kaj počne nižja zavest, vedno. In zaradi tega, ker vidi, se pač ne da več skrivati, ne da se prikrivati. In tako kot so nam iskali določene napake, da bi nas lahko tam potolkali, se zdaj odkrivajo napake ena za drugo na nivoju sveta, Amerike, Evrope in konec koncev tudi v naši državi, bom rekel, vodilni ljudje nam ne kažejo nikakršnih rešitev, a ne? Vedno je samo neka dodatna problematika, vedno je samo neko argumentiranje brez ikakvega znaka rešitve problema. Mislim, konec koncev, dajmo si sploh definirati, kaj pa imamo kot država, vizijo, ambicijo, kam imamo smer, kaj pa bi sploh kot Slovenija radi bili. Mislim, če pomislim malo nazaj, pa sem bil zelo malo udeležen Jugoslavije. Jugoslavija je imela idejo združevanja, bratstva, enotnosti, gradnje, uspešnosti, bom rekel, samozadostnosti. Kaj pa imamo cilje v Sloveniji? A kdo sploh ve? Mislim, da smo pozabili te čisto osnovne stvari, sloga in sodelovanje, ne? Tega si želimo, ali kako? Ali si želimo imeti 1001 zamašek na 1001 odseku ceste v tem mali Sloveniji, kjer ne moremo niti ceste zrihtati, kamoli invazivnih rastlin,
ki se zelo invazivno širijo, bolj kot se je širil COVID. In to brez različic. En sam dresnik se po Sloveniji širi tako rapidno zadnjih 10 let, da je za znort. In to več niso heci. Ampak tega se nihče ne polateva, a ne? Vemo, da avtoceste ob avtocestah vestno in pridno kosijo in razbijajo korenine tega invazivnega stvora, ki se razrašča ob avtocestah, nor. To je zdaj, ko gledam od daleč, malenkost sem se v to poglobil, zdaj, ko gledam na to od daleč, oziroma bolj globoko, vidim, da se pri nas okrog zelo invazivne rastline v bistvu dogaja glih kontrafilm. Namesto da bi se jo zaterali, se jo razmnožuje in zelo strateško se ona množi po Sloveniji. Že celo obstaja znotraj moje glave, kdo so v bistvu glavni raznašalci tega. Mislim, valjda niso vrtnarji, valjda niso ljudje, ki cenijo zemljo, a ne? Vsak, ki ga ima dresnik na svoji parceli, ve, kakšna štala je to. Država pa je to do tega precej mačehovska, ne? Ampak to ni edina stvar, ki se invazivno širi. Invazivno se je razširil med ljudi. Razširila se je ignoranca, apatija, totalna apatičnost, odsotnost občutka. Občutek imaš, kadar imaš empatijo. Nam so rekli, si pa preveč občutljiv. Ne, noben izmed nas ni preveč občutljiv. Če je v tej družbi kaj, je pomanjkanje občutljivosti, ker ljudje nimajo občutka ne zase, ne za soljudi, ne za naravo, ne za živali. Ne bom rekel nič, ampak premalo, absolutno premalo. Pleme bi moglo skrbeti drug za drugega, imeti pogled usmerjen, da nam je za sočloveka mar, da nam je za naravo mar. Če se obnašamo, da nam ni nič mar, potem smo nemarni. In dejansko lahko za marsikoga rečemo, da je prav nemaren. Kje ti pade na pamet vršiti smeti iz avta? Nemaren si, to ne morava zdaj več reči, da si človeški. Ker če bi bil človeški, bi imel empatijo in imel bi občutek. Vrani ne izkljuje oči, ker ima občutek. Človeštvo pa je povezano v kriminalu, ne po srčnosti. Srčnost je, sej ni šla, sem zaspala je. Empatija ni nikamor šla, sem zaspala je. Tudi brez dušne školjke imamo tak izraz, ni duša nikamor šla, sem ni funkcionalna. Odklopljena je komponenta dušna in to načrtno in namenoma strani religij, sistemov in babilonskega ustroja, ki nas v bistvu drži v ujetništvu mentala od nekdaj. Sej šola nas ne uči tizga, česar bi nas morala, tudi religije nas ne učijo tizga, kaj je prav. Iztočence so v religiji, absolutno. In zdravo zagotovo jemati pridig, ki jih iz Biblije interpretira nekdo na nivoju nizke zavesti. Malo je resnično pravih duhovnikov s srcem par stvari, ki se skušajo poglobiti v sporočilo Biblije. Ampak ja, kakorkoli obračamo, Biblija je v tem trenutku za mnoge izmed nas po svetu, z ljudmi, s katerimi se družimo, komuniciramo in napredujemo, je Biblija najbolj ultimativni vodnik za današnji čas. Mislim, razpad Babilona, se to ni neki stolp viden, to je sistem laži, korupcije, manipulacij, prevare, zavajanja, v bistvu ustrahovanja, nižanja zavesti, vse to je struktura. In ta struktura sama po sebi ne stoji, če ni ljudi, ne funkcionira in zdaj ljudje so vpeti v to. Eni vede, eni pa ne vede, eni pa zelo zavestno in ne stoji, če ni ljudi, ne funkcionira in zdaj ljudje so vpeti v to. Eni vede, eni pa ne vede, eni pa zelo zavestno in mnogi modri misleci so že pred mano rekli, pred nami, da v bistvu ni problem peščica zlobnih ljudi. Največja ovira je gmota ljudi, ki vidijo pa molčijo. Vidijo nepravilnosti pa so tih. In to bi mogli biti jasen danes vsem. Sami ne povejo nič, podelijo ne, izgovor je pa, me bo pa soseda čudno gledala. Seveda te bo čudno gledala, če pa si končno postavila jasne meje. Če postaviš jasne meje, to nikomur ni v redu. V bistvu postaneš grožnja.
Ja, in celo tako, ljudem, ki so del sistema, ni všeč, da njihov sistem razpada, ker brez sistema ugotovijo, koliko so vredni. Nič dost. Zaradi tega, ker ego sam po sebi ni nič vreden. Človeka ne definira maska, pa obleka, pa količina materialnega. Človeka in človečnost definira empatija. In empatija je prvi ključ, prva stvar, ki jo moraš imeti, da sploh dostopaš do stvari, ki so opisane v Bibliji, o tem kraljestvu znotraj tebe. Ne moreš se obleči v žabo pa reči, zdaj bom pa jaz napredoval kot kaj, kot žaba ali kot človek. Se moraš odločiti, ali si človek ali si žaba. Karikiram, maska, ne? Zdaj, če se identificiraš, jaz sem pa zelo pomemben ta in ta, na tej in tej poziciji. Če se ne identificiraš kot človek, ti ta identifikacija čist nič ne pomaga pri tvojem osebnem razvoju. Ker načeloma evolvira človek. Ne pa kloven. Kloven ne more evolvirati na več. On je pač kloven in maska kot taka ne more evolvirati. In to moramo ljudje razumeti, da ta slika o samem v sebi, vse to vedno izhaja iz rane, iz strahu, iz travme, v preteklosti, iz kolektivnega programiranja. Zdaj, dostakrat ljudje iščejo krivca, kdo je kriv. Ni to bistveno, kdo je kriv. Sploh ni važen, to je že toliko daleč nazaj ta struktura, da tudi če ga najdemo, kdo je kriv, ne bo nič drugače. Vsak izmed nas se mora zavedati, da smo tukaj in zdaj in da z egom nimamo kaj početi. Ne da iščemo zdaj izgovor, pa sej tudi dresnik ima C vitamin, pa rezervatrol, pa ne vem kaj. Ne se zdaj bavati. Dresnik je invazivna rastlina. Kvaj iščeš pozitivne stvari v njem, če je invazivna rastlina? To je enako, kot da pri narcisu iščeš lepe stvari, v bistvu ti pa život golta. On bi tebe frderbal, to mu je namen, tudi če je dvakrat prijazno se nasmehnil, pa ne vem, naredil par lepih love bombing prijemov. Narcista bo ubal, on te zaduši, on dušo duši. In mi se moramo zavedati, da smo obkroženi z mnogo invazivnosti v ljudeh, ki jim rečemo, da sploh niso ljudje, oziroma temu lahko rečemo demonska zavest. Kakorkoli, pač ne človeško. Mislim, če vrana vrani ne škoduje, zakaj človek človeku škoduje? Če je človek, pol ne škoduje. Če pa škoduje, pol pa se moramo resno povprašati po zdravju. In taki ljudje so večinoma na zelo, bom rekel, pomembnih pozicijah. To pa ni prav, ne? Mislim, v redu je inteligenčni kvocient, lahko ima marsikdo visok, ampak džabe tebi diploma, priznanje, jaz ne vem kaj, če pa nimaš dušne komponente, če nimaš čustev, če nimaš empatije. Če si ti gradil svojo diplomo, svojo, bom rekel, identifikacijo, identiteto preko šolskega sistema, pa si vmes zgubil biti človek, pozabil biti človek, ta izobrazba ni bila uporabna. A ne? In tega imamo, takih primerov vidimo ogromen. In vidimo ogromen ljudi, ki nimajo diplome, pa so še vedno ljudje, glih zaradi tega, ker niso toliko močno indoktrinirani in upeti v sistem. Jaz verjamem, da marsikdo tudi ni hotel sodelovati pri cepljenju. Pa je. Pa tudi smo rekli nič hudega. Marsikdo je pač pod prisilo. No, konec koncev vsi imamo možnost izbere. Sej nobenemu niso dali lisic pa verik na roke. A ne? Ampak ko je bilo dejanje storjeno, se je pričakovalo, da bo se najdel kdo pa rekel šita, veš, kva smo mi mogli početi in tako naprej. Pa ga ne najdemo. 5 let je od koronskih, bom rekel, norih ukrepov. Zdaj, jaz sem to že oprostil ljudem na nek način, pozabil pa ne bom nikoli. Kdo, kje, kaj, kam, kako in zakaj. Ideja je, da vidimo, kaj je res. Zdaj ne morejo ljudje reči, da pa nič ne vidijo, pa nič ne vejo. Pa so pa nesposobni sploh živeti, kamoli službo imeti, kamoli javno. Kamoli na mestih odgovornosti, če pa ne morejo zastopati, da je Pfizer v bistvu nategnil vse, pa Moderna, pa AstraZeneca, pa ne vem kaj, da je neki lobby, WHO verjetno, a ne? To moramo priznati. Zdaj, situacija je za nami, nič hudega, ampak je treba narediti v enem momentu, odpreti usta, beseda ni slon, beseda ni konj, beseda je človek postala. Ne? Če si človeški, boš povedal, kaj je prav, pa kaj ni prav, ne pa da si tih, pa se praviš šašovga. Bedaka se lahko naredi prav vsak, najlažje pa bedak.
Ne? Ampak ni point, da se delamo bedake. Bistvo je, da smo srčni in avtentični. Da empatija ni šibkost. Empatija je v bistvu prava moč. Pomanjkanje empatije te pripelje do tega, da moraš navidezno igrati moč. In ta moč ni prava. Ne? Empat se neha bati. Mi ne smemo tekmovati drug z drugim, ko je jači, ko je brži, ko je večji, ko je ne vem kaj. Vsak ima samo enega tekmovalca, ki ga more premagati. In to je strah. Zato, da odpreš gobac, rabaš pogum. Kje pa so zdaj vsi resnico iskalci? Veste, koliko je bilo poplava tega je bilo v času korone? Pa prevara to, pa prevara tam, pa tam nepravilnosti, pa to. Ampak od tam zadnje leto, dve se je kar nekaj teh ljudi poniknil. Ko je bilo treba malo o narcizmu povedati, o energetskih vampirjih, o demonizaciji, o tem, kako smo nategnjeni tisočletja. Tle se je pa stvar končala. Ampak jaz nisem dobil priznanja zaradi tega, ker sem te teme odprl in jih razdelal. Jaz sem dobil bullying, batine, izolacijo, posmeh, degradacijo, blatenje imena, smer kampejn, izobčenje. A tako, če govorimo resnico, smo izobčeni. Ok, se razumem, od nekaterih. Ampak na takem širokem nivoju, jaz sem mislil ipak, da bo več ljudi iskali resnico, če smo se že tako pogovarjali. Ampak ko se pa dotakne ta resnica vsakega posameznika in resničnega biti in v bistvu biti to, kar si. To je pa v bistvu danes pravzaprav neke vrste herojsko dejanje, ali kako, se sploh ne morem dojeti. Jaz sem mislil, da smo vsi glih, pa vidim, da sem bil v bistvu čist poseben, pa sem ves čas hotel biti sam povezovalen, pa avtentičen, pa pristen, pa resnicoljuben. To mi je bilo od nekdaj ideja. Jaz sem mislil, da smo vsi taki. Da vsakmu človeku to tli, sam je mogoče kakšno stvar narobe ve. Pa ne, da sem jaz zdaj vse vedni. Jaz sem vedno hotel razumeti vse nas. No, zdaj, ko pa razumem res kompletno sliko, je pa res vse narobe. Ampak v redu. Pravzaprav, nihče ne ve, kaj vse se je dogajalo za tančicami, bom rekel, teh svetovnih voditeljev, ko smo rekli, teh stricev iz ozadja, ta globoka država, deep state. Kaj vse je bilo v ozadju, bomo verjetno dolgo časa rabili, da bomo sploh skonzumirali. Kar se mene tiče, če mene kdo kaj vpraša, sploh ni potrebno to vedeti. Sploh ni važno. Pomembno je, da od danes naprej vsak sam pri sebi ve, kaj je prav. Ker vsak ve, kaj se sme in so ljudje počeli, kljub temu, da so vedeli, da se ne sme. Pa je zapisan, ne laži, ne kradi, pa tudi zapisan ne bi rabel biti. Ne? To vemo, da to ni prav. Zakaj ne? Zaradi tega, ker ti odlepi dušo, ker ti raztakne tebe od tvojega bistva. Ne moreš delovati proti kozmičnemu zakonu, ki pravi ne škoduj. Če ni dobro za vse, potem ni dobro. Če je dobro samo za nekoga, medtem ko je nekdo prikrajšan, pol to je kršenje kozmičnega zakona in kozmični zakon se iz tebe umakne in te pusti, da funkcioniraš sam. Duša se umakne. In brezdušnost, zatajena, zatemnjena duša, v bistvu človeka naredi nečloveškega, ne? Ker med dušo je človeška lastnost, kaj ne? Ali kako? A se bomo posmehvali duši? Ja, lahko. Sem to stran od mene, ker je temu primerno tudi delovanje človeka, ki je v bistvu za dušo škodljivo. Ne? Kdor ima dušo za na stran, jo noče poslušati, torej preko vesti, morale, tak človek je toksičen. In mi smo se veliko pogovarjali o toksičnosti, kako škodljiv je ego in kako škodljiv je obrambni mehanizem ega, ki je narcizem. Gluma na glumo, all the world is a stage, je rekel Shakespeare. Cel svet je fucking oder. Ljudje igrajo sposobnost, ljudje igrajo empatijo,
Ljudje igrajo ljubezen, ljudje igrajo moč. Ko jih pa malo požgečkaš, je pa vse narobe. Ko jih malo po resnici potipaš. A ne? A ne, Simon? Imam prav, ne? Ja, sem in me veseli, Simon, da si podelil, hvala lepa. Nimajo vsi tega vzgiba. Verjetno je na mojih vsebinah v vseh teh 3 letih bilo več takih, ki so se trudili blokirati, zatirati, utišati, kakorkoli, motati, ne vem kaj, ali pa sem vohljati, ali pa v bistvu gledati, kakšen vzorc imam, ali pa kopirati, bolj kot podeliti, pa ne zaradi lajkov, ampak zaradi tega, da bi te stvari dosegle ljudi. Ne? Ideja je, da ljudje dojamemo vsi skupaj, kako hudo smo kot civilizacija bili zapeljani. Ne? Zdaj, težko je priznati in zlom ega v posamezniku je ključ. Tudi jaz sem imel ta zlom, nisem si ga želel, pa je prišel, so mi ga pripravili, ampak niso ga pripravili sem meni leto, 2, 3, 5, 15 let kasneje se pa pojavi zlom pri teh istih ljudeh, pa spet ne zaradi mene, ampak zaradi tega, ker smo v času masovnega awakeninga, shifta, mi smo v procesu dviga zavesti, kakorkoli to gledamo. Ljudje se lahko temu posmehujejo, ampak jaz mislim, da vsak zemljan v tem trenutku se sooča s samim sabo. Marsikdo ne spi dobro, to je jasno. Marsikdo se čudi, zakaj se mu dogajajo nepričakovane stvari. Iz energetskega naslova je pač tako, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade, to je stara stvar in lahko bi ljudje vedeli, da ne moreš drugemu škodovati, pa misliti, da boš mirno spal. Vse mogoče na ven dobro zgleda, pa imaš, ne vem, in obleke v redu in materialni svet je ok, ampak spanje, ne? Spanje, ki ne funkcionira, potem pa telo trpi in bolezni kot take so posledica neravnovesja na energetskem nivoju najprej. Vse se začne z mislimi. Ne? Ko bi človek vedel, kaj se v ljudeh dogaja v glavah. Tako kot ljudje ne vejo, kaj je v moji glavi, kaj vse se je v moji glavi zgodilo v zadnjem letu ali pa v zadnjih 5 letih. Zagotovo je to tako velik odklon od tega, kar sem živel ali pa bil ali pa razumel, da je zaznort. In jaz sem navdušen nad tem. Meni je to prečudovito, ker stvari razumem. Ampak tega razumevanja mi ne bi nikoli dala nobena sistemska šola, ker sistemske šole točno to skrivajo, kajti če bi vsi ljudje razumeli na tak način, kot razumem jaz, sistem ne more funkcionirati. Ni šanse. Že peščica ljudi, ki pogumno zarežemo v pogačo, je cel polom. Imam sicer neke take dobre plane za naprej, ampak načeloma ne more sistem obstajati, če je prepoznan. Kako igra funkcionira? Mislim, ta igra je peljala zato, ker je bila skrivnostna. Zato, ker so skrivnostne igre iz pozadine, iz senc, iz ozadja, iz globine, strateško, konstruktivno delovale. In ko ti enkrat vidiš, kako funkcionira, je game over. Ta igra je funkcionirala samo zato, ker je bila skrita. Ker če ni več skrita, ne funkcionira. Zato pa je bila skrita, da je funkcionirala. Da je na ven zgledali, da smo vsi ljudje. Smo klinac klanac. Človeka definira tudi empatija. Torej, občutek do sebe, do sočloveka, do narave, do živali, do vsega. In to je prava moč človeka. In vsak ve, kaj se sme in kaj se ne sme. In to, kar so, kljub vsemu počeli, ne bi smeli. In to vedo. Nismo, zdaj ne govorimo mi ne vem, marsovskega jezika, da ne bi razumeli, kaj je karma. Kar seješ, to žanješ. Kar želiš nekomu, se pripelje nazaj. Zaradi tega, ker ti potrebuješ to izkušnjo, ki si jo hotel nekomu drugemu dati. Bolečino, križ in izkušnjo ter lekcijo. Pa saj so se ljudje kar tisočletja dobro šlepali.
Zdaj pa ne gre več, ne. Zdaj pa je treba križ prijeti, je pa naenkrat pa težak, ne. Pa ni moj, pa ne vem kaj. Je, kar nezga. Jaz svojega sem. Pa ne sem svojega, jaz sem še od koga drugega, kaj nosil. Zdaj pa je dosti, zdaj pa sem odložil tisto, kar ni moje. In to me osvobaja. Ampak to je resnica, ki jo osvobaja. Je pa res, da resnica najprej zapeče, zaboli, zaskeli in prav zaradi tega mnogi ljudje ne morejo več poslušati mene, ker enostavno je too much pekočine in bož, da ne poslušamo resnice, pa pol nas ne boli tok, ne. Ampak v bistvu imam v roki zdravila za vsakega, ki se bo odločil, oziroma za tistega, ki bo rekel, ne grem se več te maškarade. Za vsakega tega smo tukaj za pomoč in usmeritve in tako, ampak dokler človek ne pade na kolena, ni pripravljen reči, priznam, rabim pomoč. Ker do zdaj nisem čisto nič naredil in se mi sanjene, kaj moram narediti, da mi lahko nekdo pomaga. Ja, komot, v nobenega se pa ne da nič print. In ugotovili smo, ne, da ljudje ne iščejo resnice, bom rekel ljudje, ego nikoli ne išče resnice, ego v bistvu resnico prikriva, ker resnica bi sicer njegovo laž izpostavila in mogoče še z drugega kota, čakaj, kako sem si napisal danes, da ego ne bo nikoli iskal resnice, ampak bo iskal potrditev za svoje lastne laži. Okay? Zaradi tega ljudje zelo hitro kupijo lažno informacijo, tako jo vzamejo za sveto, če jim hočeš pa predstaviti resnico, rabiš pa 1000 dejstev, potrditev, raznih dokazov, pa še vedno ni dovolj, ne? Torej, imamo dokaz, da se ukvarjamo z egom in ego ne bo sprejel in je škoda časa, škoda energije, kogarkoli v to silt, dokler sam ne poprosi za resnico. Ampak resnica je tle, informacije so tle, nihče ne more reči, da ni vedel. Nisem vedel. Lahko se delaš, da nisi vedel, lahko pa rečeva, da nisi hotel vedeti, ne? Ker če bi hotel vedeti, je prevara, COVID, bi mogla biti jasna slehernemu zemljanu. Slehernemu. Zdaj, če se pa ljudje delajo, da kao, pa to ni bilo to tako, je to sicer njihova perspektiva, ampak to ni resnica. In ta perspektiva njihova not good, ni v redu, ni resnična, to je iluzija, je pravljica. Resnica je, da je bil COVID genocid, prevara na tega. Medtem, ko smo gledali virus pa štel okužene primere, se je pa Dresnik širil in to zelo hitro. V 5 letih je naredil, odkar imamo korono, je tudi Dresnik naredil v Sloveniji veliko premikov. A ne? In to samo ena različica. Dajmo se zavedati, da ni problematičen nek virus, za katerega nimamo nobenega dokaza. Problematična je rastlina, ki jo vidimo in gledamo, kako se širi. Pa ni to edina. Ful bi bilo bož, da bi mi širili borovnice. Ful bi bilo bož, če bi posadili kakšno hruško, marelico, breskvo, jabolk, slivo, namesto, kaj so, kanadskih javorjev. Javor ima samo listje, zakaj pa ne bi mogla biti še sliva zraven? Ne? Komot bi bila. Sam ne, hruške ven, pa javorje noter, pa vrhove jim pobiti. To je vse narobe. Ni zdaj samo to, da je nekdo se zlagal na televiziji, pa neki čuden zakon sprejel, pa tako. Ne? Mi imamo v ozadju en kup stvari in toliko smo se pa že navadili, da če ustvarjajo tle nek glasen problem, se v ozadju dogaja nekaj drugega. In tudi zdaj se mi zdi krasna tale, zdaj kdor mene posluša in spremlja, ve, da sem absolutno na strani Trumpa. Smatram, da vse, kar je naredil vrhunsko in prav, na način, ki je ljudem neznan, oziroma na prvo žogo izgleda, kot da je vse narobe, pa ni. Zdaj so ga obtožili, ne, recimo, da zdaj pa on pa vojne dela v Iranu, pa to. Mislim, zapeljal se je, kaj je naredil, koliko bomb je vrgel, 4 ali 13, ali koliko, 13 tonske so te bombe, šiknil glih, kaj je treba, tam, kjer je bilo nekaj, pa verjetno noben izmed nas ne ve kaj. Ampak nekaj zelo pomembnega je bilo treba eliminirati in kdor spremlja Trumpa, ve, da je bilo ničkolikrat rečeno Izrael za konec. Jeruzalem je obkoljen, tudi v knjigi Razodetja.
Arabski svet je neka svoja dimenzija, jaz ga poznam čist malo, ne bom ga ocenjeval, niti sodil, niti karkoli, ampak vse je točno tako, kot mora biti, ampak ljudje, ki so bili do zdaj tih, pa kao Trump nekaj, nič, kaj dosti, ali pa so ga celo podpirali, so zdaj množično skočili ven, evo ga, Trump je baraba. Ne, Trump ni maska, ta njegova drža ni umetna, to je njegova stoična drža pristnega človeka, kar je dokazal ničkolikrat. Pred mikrofonom, uživo pred ljudmi se je postavil in povedal in dal govor iz glave. Tega ni bil sposoben noben voditelj do zdaj. No ja, Tito pa Kennedy pa tako. Ampak sicer pa ljudje to več ali manj na pozicijah berejo z listkov. Mislim, govor si znam tudi jaz napisati, a ne pa ga prebrati. Mislim, ampak zato ne rabim biti jaz moder, ampak rabim biti dober igralec. In zdaj moramo iz tega naslova razumeti, da si pomembne pozicije talajo takšni, ki znajo dobro igrati, da so na tej poziciji. Ampak vodstvo je nekaj, kar ti mora biti dano. To je karizma. Karizmo ne moreš igrati. Karizmo imaš ali pa nimaš. Ne? Mislim, s treningom jo pridobiš, ja, absolutno. Ampak karizma je stoična drža. Nič dosti drugega. In ko gledam Trumpa, on stoji. Katerkoli korak naredi. Ne? Vse ne razumemo mi čist glih zdaj tega Irana, ampak a smo pozabili, da je bil en mesec nazaj pa pripeljal, koliko trilijonov je pripeljal, ne, v Ameriko, iz tega istega dela sveta. Ne, mislim, nič ni tako, kot izgleda, gledamo film, vse je tako, kot mora biti. Zdaj, razumeti to je pa nekaj drugega. Tudi vsi zapisi od Jezusa v Bibliji in tako naprej, vse je prav, sam moraš razumeti. Ne? Nastavi še drugo lice, da moraš drugače razumeti, kako, ja, drugo perspektivo moraš vzgajati, kakšno perspektivo, ne vem, predstavljaj si, da si Indijanc, pa bereš to, a pa si predstavljaj, da si narcis, pa ti to bereš. Želiš dobro ljudem, boš prebral tako, če želiš pa slabo ljudem, boš pa tako prebral, ne? Veš, tako da perspektiva je point. In brez drugačne oziroma širše perspektive ta svet ne moreš razumeti. Enostavno hodiš v labirintu in ne veš, kje je izhod. Če pa pogledaš malo višje, pa veš, kako in kaj. In iz tega naslova moramo vsi ljudje raztegniti pogled in bomo videli vsakega, ki ima roko od marmelade. Vsakega, ki je kradel. Vsakega, ki se je pretvarjal, da je, pa ni. Ker ena stvar tem igralcem pa ipak manjka. In to je kompleksno reševanje kompleksnih problemov ali pa ovir, ki se pojavijo. Empat ima sposobnost reševanja problemov. Brez čuta, dušnega stika je reševanje težav otežkočeno, da ne rečemo nemogočeno. Zaradi tega je vžgati empatijo zelo pomembna stvar. Biti človeški. Ne bodi tak, kot je tvoj sovražnik. Never. Bodi dostojen, bodi odločen, bodi jasen, bodi razumljiv, bodi kratek. Ne zapletaj se čustveno, ne argumentiraj se. Saj veš, da ne pripeljem kolen kamor, ne se razjeziti, če te probajo spraviti na poden. Oni želijo tebe spraviti, da se jeziš. In če sam sebi tega ne dovoliš, pač ne dovoliš in ostaneš miren. Ne bodi tak, kot je tvoj sovražnik. Tvoj napadalec te želi zmest, vršti stera, želi te zapeljati na svoje področje, na nizke vibracije, tiste, ki so njemu domače, zato da boš črpal. On ni zato, da ti bo kaj dobrega naredil. Ne? Pod pretvezo pa točno to počne. Tudi sistem, mi smo tle država, da bomo delali dobro. What? Kaj pa je bilo dobrega, dajmo malo pa zdaj revizijo za nazaj pogledati, kaj ste vi naredili dobro za ljudi? Odprli smo 4 km ceste. Ja, super. Mislim, a se je rabila ali se ni rabila? Mislim, a se to rabimo po prsih tolčiti ali je bilo to treba narediti, ne? Veš, mislim, tako. En kup stvari se vidi, kdo bi kaj smel, kdo kaj česa ne bi smel, kdo bi kaj moral, pa ni, oziroma ne bi smel,
Pa je, en kup tega je, ampak spet prihajamo na končno postajo, ki je spet zapisana v Bibliji, da človek je sam svoj, kako že, grešnik, tožnik in sodnik. Ne rabimo mi sodstva, se itak ne funkcionira, se itak lovijo čist napačne ljudi, čist brezvezne stvari, glih narobe funkcionirajo, tudi to imam lastno izkušnjo, pa ne eno. In tako, kar vidim primerov, koliko je teh nepravilnosti sodniških, zaradi tega je pravi sodnik znotraj nas. In ta je tisti, ki trka po vesti. In vest je tista, ki se zdaj močneje oglaša od kadarkoli prej. Ta duša se je začela prebujati v vseh ljudeh in zaradi tega je vest toliko močnejša. Ampak vest za sabo potrka in pelje na plano občutke obžalovanja, ker so počeli, kar ne bi smeli. In tle je obžalovanje, sam ti ne moreš iti v rikvrc pa reči, ne, korono ne bomo naredili. Je, kar je. Si zajebal vsi, sam danes ni treba. Če si ti falil nazaj, takrat, Jezus je rekel, ni problem grešnik. Tisti, ki je to enkrat, takrat neki, ali pa 100-krat neki narobe naredil. No, tudi celo načrtno. Sam danes ne biti hinavc. Reč, ne, jaz sem pa tudi sem fejst, ne, v isti sapi pa nekomu delaš škodo. Ne? S hinavci je imel Jezus, njih je obsodil, obsojal je to delovanje. Če si ti falil v preteklosti, ni panike, sem zdaj nehi. Ne? To, kar so počeli, vedo, da ne bi smeli in zdaj prihaja na plano občutek sramu. To je za moje pojme najmočnejši občutek, ki se v tem trenutku na zemlji dogaja vsakmu posamezniku. Ampak to ni nekaj, kar obešaš na veliki zvon. Ljudje to držijo zase, v tišini, v samoti. Tam prihaja na plano sram, ker smo počeli nekaj tako nizkotnega, da nas je sram. Ne? Pa kaj bi po nesreč. Keče v tem, da so nalašč pa skupno, pa skalibrirano in skalkulirano, če drugega ne pelali smer campaign, če drugega ne okrog mene. Konkretno so se potrudili, da so naredili smer campaign, fejst so se poahtali. In zdaj, ko prihaja razkritje na plano, je pa vse narobe. Ja, pa kdo je delal smer campaign? Jaz. A sem si zaslužil, a sem res toliko grd, da je taka slika o meni narejena? Ne. A sem jo jaz naredil? Ne. Zakaj pa je bila ustvarjena taka slika o meni? A ja, razumem, seveda razumem. Ne zato, ker sem blesal, ne zato, ker nimam nobenega vpliva. Verjetno glih zato, ker imam nek vpliv ali kaj tacga, ne? Ali kaj? Mislim, če bi bil nepomemben, se ne bi toliko z mano ukvarjala, drži. V isti sapi pa noben Cerkničan ne vidi mojega 3-letnega delovanja. Nič bat, 5 ljudi vejo, ostalo pa noben nič ne ve. Ne. Ampak ti isti ljudje tudi ne vejo, da je bila korona, tudi ne vejo, da je bil genocid, nič ne vejo. Vejo pa, kdaj sem jaz kam šel, pa kako sem šel. Ne, to pa vejo. To je pa zelo pomembno in ful spremeni. Ampak okej, na tak način bi vam rad povedal, da se ukvarjajo tudi z vsakim človekom, ki ima empatijo. Njim empatija v ljudeh predstavlja grožnjo. Se zastopimo. Ampak oni pravijo, da je empatija šibkost, v bistvu je pa grožnja. Tako da vse glih kontra in zavedajte se, da če hočete zmagati v svojem svetu, zmagati proti največjemu sovražniku, kar je vaš notranji strah, da rečete, kaj je, pa ne boš ti meni tega delal. Ne mislim, torej, da pogumno postaviš hrbtenico, mora najprej strah iti in Božja pozitivna sila vedno vliva pogum, dočim Satanova sistemska, zemeljska zavest, pa v bistvu pogum ubija in v ljudi usaja strah. Strah pred virusom, strah pred 3. svetovno vojno, strah pred vročino, strah pred mrazom, strah pred dežjem, strah pred vsem. Ne smemo se mi bati, ker v bistvu ustrahovanje je prvi pogoj, da ljudje v bistvu postanejo poslušni. Ne morem jaz kar ubogati idiotizma, ja pa se pa moraš cepeti. Kje to piše, da se moram? Ustavo si poglej, tam na prvi strani piše, da je moje telo nedotakljivo in lahko kar nehava takoj, nemudoma s tem, kaj jaz moram pa česa ne smem. Jaz imam suverenost svojo.
Jaz svojo suverenost tako. Mi moramo svojo avtonomnost in svojo avtoriteto vžgati. Avtoriteta je nekaj, kar pomeni, da je človek vlada sam sebi, ima authority over himself, imam avtoriteto nad svojimi mislimi, nad svojimi čustvi, nad svojim duhom in nad svojim telesom. To sem jaz avtoriteta. In avtoriteta prihaja skozi ljudi, ne pa od nekaterih ljudi nad nekaterimi ljudmi. Ne? Torej sužnji pa sužnji lastniki. Ne? To tako pač ne gre. Ne? In ja, ne bom pretiraval danes, želel sem vam samo podati par teh izhodiščnih točk. Lahko si pogledate to ali še katero drugo oddajo na YouTubeu, dobrodošli, vabljeni. Želel bi, da čim prej najdemo ljudje občutek za sočloveka in se odmaknemo od vseh, ki ta občutek so v sebi zgubili in ga želijo tudi vam ubiti. Prav? Želim vam čudovit dan še naprej in tako kot zmeri. Želim vse dobro in to prav vsem. Aj prav, držite se in srečno.